Lepo pozdravljeni v našem podkastu z imenom 35 let Slovenije. Res je, 35 let je že, vendar ker mogoče še ne vemo vsega, kaj se je dogajalo pred 35 leti, bomo v tokratni oddaji osvetlili tisto, kar se je dogajalo še prej. Šli bomo nekako v 80. leta, v leto 88, mogoče še kakšno leto prej, kajti že takrat se je vse skupaj začelo. Moja gosta sta tokrat Igor Omerza, publicist in dober upokojenec, v bistvu velik poznavalec udbovskih dosejev, da tako rečem, in mirovnik Marko Hren, mirovnik takrat in še vedno. Sicer pa digitalni strokovnjak. Hvala za vabilo. Ja, prosim, z veseljem. Zdaj takole, začnimo. Gospod Igor Omerza, zdaj tule v tej knjigi Janez Janša Kaplar sem prebrala tudi zelo veliko o Marku Hrenu, pa boste vi najprej dali ta okvir, ker ste bili direktor Mikroade, kjer je vojska oziroma udba in ne vem, mogoče tudi KOS zasegla tisti dokument in tam se je vse skupaj začelo. Povejte mi, kako je to bilo, kaj se je dogajalo? Dobro, Mikroade je bila družbeno podjetje, še takrat ni bilo možno privatnega podjetja, v bistvu so storili mladinci slovenski. In mi smo se tam ekipirali, jaz, Janez Janša, Marko Hren, ki je bil tudi iz Foha, da tako rečem, mi dva nisva bila z Janezom, pa še nekaj drugih in smo takrat začeli resno delati s programsko opremo. Hkrati smo pa seveda bili vsi nekako vpeti v procese demokratizacije, Marko predvsem v mirovništvo, Janša še prej v neke spore z vojsko, potem tudi Janša postal mirovnik. No, in Janša je bil neka centralna točka, ker so se ta tako imenovana oporečništvo se je takrat, kar je bilo vojaških vprašanj, smo se na njega obrašali. Je bil pač tudi šolan v tej smeri, In v nekem trenutku je pač Ivan Borštner odtujil nek vojaški dokument, ga fotokopiral, sicer ga je razrezal, tako da ni bil v celoti, in ga predal mladini, se pravi, v končni fazi je prestal pri Franciju Zavrlu in Franci Zavrl ta dokument prinesel Janezu Janši. To je udba detektirala, ker je spremljala uredništvo Mladine, pa tudi Mikroado je spremljala in so ugotovili, da bo Marko Hren Franci Zavrl nekaj vojaškega prinesel Janezu Janši, hkrati sem nekaj sodelavca v okrožju Janeza Janše. Jaz mislim, da je to Janičar, Janez Juvan, ampak v tem primeru konkretnem ne vem pa, da je tudi se vidi iz te knjige, da je deloval v mirovnem gibanju in potem so oni šli v tajno preiskavo. 27. aprila 1988 so našli ta dokument v Janševi delovni mizi, ker mu ga je Zavrl prinesel, jaz sem bil zraven, ko mu ga je prinesel, to je bilo enkrat marca. In potem ga je Janša dal v svojo delovno mizo in tam se ga udbaši 70. aprila najdel. No in takrat tako se je pa začela ta afera JBTZ pravzaprav. Oziroma takrat še ne, ker so čakali do 31. maja na javno preiskavo in takrat se v bistvu to pride v javnost in začne se afera JBTZ z vsemi svojimi posledicami in posledice so bile pa tudi osamosvojitev Slovenije. Demokratizacija osamosvojitev. Torej, mi zdaj govorimo o letu 88, vi ste rekli 27. april, še prej, torej tudi Marko Hren, vi ste veliko omenjeni, tudi vas je zasledovala udba. In tudi vas, pravzaprav paralelno z Janšo je zasledovala tudi vas. 16. marca 1988, tega se spominjamo, je Ljubljano obiskal Gorbačov. To je bil tisti trenutek, ko je Raiza Gorbačov rekla, ko so ji na Iskri pokazali te lepe Savnikove telefone, pa si je izbrala kar 3, ker se ni mogla odločiti, kjer ga bi rdečega ali bež ali ne vem, črnega, je vse vzela, no tega to ne bomo pozabili. No, ampak seveda, to obdobje 80-ih let je bilo obdobje digitalizacije, informativne revolucije, vi ste bili pred Mikroado v službi na Delti, to se pravi v nekem prvem tem podjetju, Povejte nam, zakaj so tudi vas tako zasledovali? Konec koncev je ogromno zapisal o Marku Hrenu. No, po statistikah, hvala Vida za vabilo, po statistikah so mojo osebo zasledovali bistveno bolj kot Janeza Janšo. Jaz sem zdaj paralelno zgodbo temu, kar je Igor govoril, povedal. Dodati je k Mikroadi in k profilu Mikroade, da je bila to sodobna
digitalizacijska firma v trenutku, ko se je digitalizacija začela. Zdaj masovno govorimo o digitalizaciji, ampak v letih 87, 92, 93 se je zgodilo vse revolucionarnega. Prešli smo iz mainframeov na PC-je, začeli v tistih časih so na Mladino še nosili tekste na papirju, napisane na vsi mi novinarji smo delali stroj. Papirnato, ja. Z letom 89 se začne pisati na računalnik tekste. In to, da je bila mikroada usposobljena tako, recimo Kavčiča, narediti in pretipkati in lektorirati v celoti računalniško, cel desktop publishing delati, in telekomunikacijsko, se pravi uporabljati najsodobnejša telekomunikacijska orodja, se je za osamosvajanje izkazalo kot odločilno. Mi smo obvladovali tehnologijo, s katero smo uporabljali najsodobnejše mehanizme takrat na voljo za informiranje mednarodne javnosti. In tukaj nastopi interes Udbe in Kosa. Na mizi imaš poročilo o kontraobveščevalni službi, SDV, kjer piše, da sva edino z Janšo imela dosje in šifro na kontraobveščevalni službi. Torej, teh dosjejev še ne moramo pogledati, ne? Tukaj je glavna luknja. Mi ne poznamo dosjejev kontraobveščevalne službe. Njim je bilo pa v interesu predvsem tisto, kar danes imenujemo po palestinskem vzoru intifada. Celovit, nenasilen družbeni odpor zoper okupatorja oziroma agresorja. Mi smo v tistem času pripravljali celovit, nenasilen odpor zoper grozečo agresijo Centralnega komiteja in JLA nad intelektualci, tako imenovano noč dolgih nožev. Vse smo imeli pripravljen smo imeli tekst mobilizacijski, ki naj bi šel v Teleksu, pa ni. In po virih, recimo Bavčarjeva parlamentarna komisija, so bili v mikroadi večkrat. Petkrat, tajno. Jaz sem bil ta čas v Ameriki, v ZDA. Ob aretacijah, ampak ravno na moj rojstni dan, 26. aprila tistega leta, so v mikroadi spajsnili dokument Poziv k nenasilnemu odporu, ki je v literaturi, ki se ponovadi uporablja ob aretacijah, tudi ob aretacijah je na prvem mestu med dokumenti, ki so bili zaseženi, moj tekst Poziv k nenasilnemu odporu. Skratka, Bavčarjeva komisija v parlamentu ugotovi, da so Dolanca, Marinca in ostale klene fante in Kučani obveščali predvsem o mobilizaciji k nenasilnemu odporu, ne pa o katerem drugem dokumentu piše v virih. Skratka, te paralelne zgodbe o tem, da je Udbo Kos zanimala mobilizacija na terenu, enako kot seveda prekrški, kot so podajanje kakšnega akta, in interes za to, da se na terenu dogaja ena organizacija celovitega civilno-družbenega odpora, ta zgodba v zgodovinopisju manjka. Jaz mislim, da smo vse, oziroma so vse mediji preveč osredotočili samo na en dokument, da bi morali bistveno več govoriti o tem, da je šlo tle za en zelo širok civilno-družbeni projekt, ki sega v leto 86, 87, 88, ki je razviden tudi iz interesa obveščevalnih služb in iz poročanj, ki jih imamo v virih. Dobro, zdaj, da bova to prav umestila, čeprav zdaj razumem. Skratka, ta tekst se imenuje Nenasilni upor v primeru agresije. To je bil ta tekst, ki so ga tudi iskali. To pomeni zdaj Ki so ga našli. In so ga našli, ja. Udba in Kos so iskali ne samo nek izgubljeni, ukradeni vojaški dokument, o čemer govorimo, ampak jih je skrbelo tudi to, kako se bo ljudstvo uprlo. Zdaj zanima me, kdo vse je to spremljal in kakšna je bila tukaj vloga Milana Kučana, ki dejansko on vse to dobil, ker Milan Kučan se je, če sem jaz dobila pravi vtis, ko sem spremljala te stvari, tudi zdaj skozi knjige, mogoče malce skrival, kakor to je delala vojska, to je bilo vse vojaško, Zdaj je treba razkrinkati slovensko Udbo na nek način, ker Udbo je tudi zanimalo to, kakšen bo nek nenasilni upor v primeru agresije. Skratka, kar se Kučana tiče, je
problem, da če govorimo o vojaškem dokumentu, ne, da on do današnjega dne zanika, da je vedel, da je UDBA najdla ta vojaški dokument. Namreč ta poziv k nasilnemu odporu je Ivan Eržen poslal Kučanu takrat, se pravi, Kučan s tem seznanjen. Poslal mu je ta in tudi tisti partijski magnetogram, ker je Kučana diskusija v Beogradu. To je Eržen naslednji dan po tajni preiskavi poslal Kučanu. Ni mu poslal vojaškega dokumenta. Ja, to je verjetno bil to dogovor med njima, da Kučan ostane, kar se tega tiče, nedolžen. Ne? Ker oni niso mislili tožiti na ta poziv, recimo Hrena in skupino, ki je to pripravljala. Niso hoteli tožiti civilno Janšo, ker ima tudi tajni dokument o Kučanovem govoru v Beogradu, ampak so seveda šli elegantno na to, da ga Janšo porinejo vojske in da se oni umijejo po Pilatovsko roke. In to še danes to Kučan dela, ker zanika, da je vedel za ta vojaški dokument. Jaz sem pa v zadnji knjigi Kaplar, sem pa iz Beograda prinesel dokument, ker se vidi, da so pred aretacijo Janše razpravljali v Beogradu, ker je bil prisoten Kučan tudi o tem vojaškem dokumentu, najdenem v mikroadi. Se pravi, popolnoma postavljena laž, ampak on tudi še vedno trdi, da on ni bil seznanjen s tem dokumentom in da niti ni vedel, da bo Janša aretiran, da je izvedel šele, ko je bil v Beogradu na partijski konferenci, ko se je ta aretacija zgodila. Jaz pa tudi v knjigi dokazujem, da je RTL v Beogradu poročal notranjim ministrom republiškim in zveznemu, da so s tovariši, se pravi s partijskim vodstvom Slovenije, se dogovarjali, kdaj bo aretacija, da ne bi padla pred partijsko konferenco. Se pravi, so dokazi, ne samo neka mnenja ali pa stališča ali pa predvidevanja ali špekulacije, so dokumenti, ki dokazujejo, da je Kučan seveda, ker je jasno, ne? Ja, mendej, se logično, v tem partijskem režimu je nemogoče, da šef partije, ki je bil tudi šef UDBE, politični šef, ker je to politična organizacija, politična tajna policija, da je to seveda vedel. Ne? Ampak on do današnjega dne, še zadnjič, mislim, pred kakšnim par meseci na Ljerki Bizil, to zanikal. In rekel, da bo še 30 let zanikal, če bo treba. Če bo živ. Dobro, jaz sem pa že dokazal, zdaj pa že z dokumentom, da je vedel. Ne samo, da smo neki iz posrednih virov to vedeli. No, ampak zdaj vprašanje, ne, Marko Hren, zdaj tule ste navedli ta članek Marjana Kranjca, mislim, da je bilo to v reviji Antropos, ne, revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, ali pa mogoče kakšna druga, ne, tiste bolj filozofska. Ampak zdaj, recimo, seveda vas je spremljal tudi KOS, ne? Zdaj, vprašanje je... Za gledalce KOS je kontraobveščevalna služba vojske. Tajna politična policija vojske. Tako, ne? Zdaj, v kolikšni meri je bil ta slovenski establishment, politični Kučan, Dolanci in vsi te komunisti, so bili v kolikšni meri vpeti tudi v to kontraobveščevalno službo vojske, oziroma je bil Kučan tudi agent z imenom Plavi, ali kako je s tem? Jaz o tem ne vem nič. Ne, to, kar jaz vem, je, kaj sem čutil na svoji koži. Ne. Ja, kaj ste čutili? Povejte nam. Ja, na vseh privračanjih z vseh potovanj sem bil deležen seveda pozornega tretmaja na carini. Ne. Pred vdajo so se pogovarjali o homeopatskih kapljicah, ki sem jih švercal iz tujine. Ne. Pregledali so vse flaške, vse knjige, skratka, preživel sem na mejah. Imam o tem tudi korespondenco, ker sem se pritoževal carinskim službam, zakaj moram preživljati po 3-4 ure po prihodu v domovino na teh. Skratka, interes je bil velik. To, kar Kranjc v svojem temeljitem tekstu govori, je pa še bolj zanimivo, namreč, da so sistematično inštalirali agente, ne samo Janičarja doma v mirovno gibanje, ampak tudi v organizacije, ki so bile nam najbolj partnerske v tujini. Recimo v Avstrija je bila prestreljena pa Nemčija z agenturo in Kranjc opisuje, kako so se trudili inštalirati agente že v tujini, v gibanja. Kar kaže na to, da je bila stvar močno financirana, politično podprta in sistematična. To se pravi, mirovno gibanje je najbolj na nek način motilo partijo, ogrožalo pravzaprav ta jugoslovanski nedemokratični sistem. Bolj je to mirovno gibanje motilo vojsko. Ne? Ja. In vojska je potem pritiskala na partijo. Ne? Recimo, če gledamo leto 83, ne govorim zdaj o mirovnem gibanju, o tem, ko je Janša pripravljal, ko je bil na zaposlene mladinsko konferenco o splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti.
SLO, to mlajši ne vejo, DS. Ja. Ne? In on je takrat v bistvu postavil nek koncept oboroženega ljudstva, ki je že mal vonjal na slovensko vojsko tudi. Ne? Vojska je hodila imeti pa profesionalno JLA, ker je bila profesionalna vojska in je potem pritisnila politiko, da se je ta gradivo potem umaknilo. Janša je mogel pa na cesto, ni več mogel podaljšati mandata na Mladini prav zaradi tega. Ne. Kar se tiče pa Plavega, ne, je pa tako. Aleksandar Vasiljevič, glavni zasliševalec v procesu proti Janši Borštni Tarčiču v vojaškem priporu, je nekaj let pozneje za Mladino izjavil, da je bil Kučan njihov sodelavec s kodnim imenom Plavi. Potem je to ponovil Feral Tribune, se pravi v hrvaškem tedniku. In Kučan je to zanikal po 23 letih, ne? Se pravi zelo pozno. Tako da jaz bolj verjamem v tem primeru Vasiljeviču kot Kučanu. Vedeli bomo pa gotovo, če bomo dobili končno enkrat, če bo slovenska vlada v procesu približevanja Evropi, ali pa sploh, ker Evropa zahteva odprje vseh tajnih političnih policij, arhivov, da v Srbiji pride Slovenija do kosa ljubljanske armade, ki je objavila Slovenijo, ker bomo vse to zvedeli, ker bomo dobili dosje Marka. Če ni uničeno. Mislim, da Kos ni uničil od tega. Zakaj bi Kos uničil slovenske zadeve, ker s tem lahko tudi koga danes drži, veš, ne? Ampak vi ste v bistvu prej rekli, da ste pa dobili en dokument iz Beograda. Jaz sem dobil dokument v Beogradu, ker to sem dobil pa iz predsedstva SFRJ, ki pa je odprto. Udba je zaprta, ker je dana v obveščevalno službo in ne moš priti do nje. Zvezna in srbska Udba je svoje gradivo, notranje ministrstvo ni dalo v arhiv Srbije ali Jugoslavije, ampak dalo v arhiv obveščevalne službe. V arhiv obveščevalne službe pa ne boš pa šel. In to, kar sem pa jaz dobil, je pa seja predsedstva, ki je pa odprto. Tam pa govorijo o tem, zapisnik, o tem govorijo o vojaškem dokumentu. Tam so Stanovnik, Marinc, Dolanc, Kučan in Dizarevič in tudi Kadijevič prisoten, pa še nekaj članov predsedstva SFRJ. Se pravi, 100%, 1000% dokument, da so tam razpravljali o vojaškem dokumentu, najdenem v tajni preiskavi pri Janezu Janši. Aretacija se delila šele čez 5 dni. Se pravi, so vse vedeli. No, zdaj... Ker je logično, itak. Ja, itak. Usporedno s tem vojaškim delom, ne, ste se vi predvsej ukvarjali tudi z mirovnim gibanjem, pa tudi Janez Janša, ne, ker takrat je bila neka Jehova priča, nek gospod Cehtel, mislim, da se piše, ne, in ste vi posredovali vse te dokumente, mislim, da vam je Janez Janša to tudi dal, da ste ta dosje nesli tudi na Dunaj, v London, da bi nekako uspeli z ugovorom vesti v Sloveniji. Kako je bilo s tem? Ugovor vesti zoper služenje vojaškega roka je bil nosilni projekt mirovnega gibanja. Imeli smo izvrstne odvetnike, Slobodan Perović, ki je branil šesterico v Beogradu, recimo takrat. Tudi to jih je motilo, da smo bili povezani z najboljšimi odvetniki. On je potem branil nekaj Jehovinih prič. S tem projektom smo uspeli, ga imamo pravico do ugovora vesti zdaj v ustavi. Jaz upam, da trajno. Skratka, to je bil en sodoben človekove pravice, tipa projekt, na katerem smo največ delali, bil je najbolj promoviran in na katerem smo pletali tudi najmočnejše mednarodne povezave z organizacijami v tujini, od Amnesty International naprej in nazaj. Tako da je bilo seveda vojski to najbolj v interesu, ker je rušil njihovo avtoriteto in avtoritarnost. S tem smo neposredno zajedali avtoritarni režim. Jaz sam imam neke korespondence v zvezi z mojim lastnim ugovorom vesti, tako da to je bila močna akcija, dobro dokumentirana. Prek tega smo prišli, kot rečeno, do najmočnejših povezav v svetu. To se pravi del, izvolite. Jaz mislim, da nisem bil član tega mirovnega gibanja, jaz sem bil podpornik tega. Ampak jaz imam, težko zdaj ocenim, ampak jaz mislim, da bi Marko Hren največji mirovnik, narekovaj. Ja, in je še vedno v bistvu. Po moje, v tistem času, govorim za tisti čas, saj tako sem jaz to videl. Je pa zanimivo, da Janša, potem, ko je bil vržen iz mladinske organizacije, se je zelo posvetil mirovništvu, ker bi nekako rekel, da je bil bolj
kot nek vojaški ekspert in tako naprej, ne? Ampak je zelo hitro prišel v mirovništvo in je bil pomemben, ker se vidi iz teh dokumentov, ki se mi najdu, kako UDBA to spremljala. Oni so celo njega posneli v Mariboru, ko govori o tem, tej Jehovi priči, ki jo preganja, in se vidi, da ima zelo razdeljen sistem tega, kako pristopiti do tega težkega vprašanja, ker kot se Marko to več ve, to so bile hude kazni, to so se kar ponavljali, 3 leta, pa je bil ven, pa 3 leta, pa spet 3 leta, to je bilo mogoče najbolj hudo. Ravno na tem primeru smo razkrinkali totalitarni režim. Ne vem, če ni bilo to najhujše kaznovanje v vseh državah teh socialističnih. To je res. To, poleg 133. člena pri svobodi govora je bil govor vesti, da ne gre nekdo v vojsko, ker pač verjame nekaj in nasprotuje pa temu. Pa lahko bi dali civilno služenje, ne, recimo. Ja, ne? Tako. Ja. To so v teh dokumentih to jasno, ampak zanimiva ta mirovniška vloga, ne, ker se Janša vedno percipira kot nek bolj vojaški del, tudi ker je v osamosvojitvi imel tako pomembno vojaško funkcijo, ne, pri osamosvajanju, tistem vojaškem osamosvajanju Slovenije. Ja. Zanimiva ta mirovniška drža. No. Dobro, Marko Hren, vi ste v tem času veliko potovali, ne? Tu je omenjen nek Camp for Peace na Dunaju, pa tudi druga, tu ste želeli ustanoviti društvo za mir. Povejte mi, zakaj je bil vaš vzdevek, ki vam ga je dala UDBA, kveker? Zelo preprosto. Kvekerji so pacifistična organizacija. Imajo močno infrastrukturo organizacijsko, zlasti v ZDA in v Angliji. Kvekerji so bili najmočnejša pacifistična branža znotraj War Resisters International. War Resisters International je pa internacionala, takrat bila, ki je povezovala pacifistične organizacija in tudi lobirala v Združenih narodih, recimo za to dokumentacijo, ki je potem služila nam kot argument za borbo za pravico do ugovora vesti in civilne službe. Ne. Tako da kvekerji v Londonu recimo so najbrž bili tudi prestreljeni z... Stella Aleksandra, znana kvekerka, je hodila sem v Jugoslavijo, Slovenijo. So jo tudi imenovali Zvezda. Zvezda, ja. Nekoga so pa pravzaprav... vi pišete v tistih... Ampak to je že prejšnjo obdobje, leta 60 letih je hodila že, zelo zgodaj, če govorimo o 88 let. Kvekerji v Londonu posebej, jaz sem hodil 2-krat letno po 14 dni, tja v knjižnice in študirati, dobri prijatelji z War Resisters International, to je bila najmočnejša podpora procesu osamosvajanja. Ta del, prek teh ljudi smo mi prihajali do lobistov po vsem svetu praktično. Ne. En primer tudi potem ob osamosvajanju, prek te mreže smo prišli do Gaddafija, Muammerja, ki je bil glavni mož Afriške unije, ki je bila proti osamosvajanju ob glasovanju v Združenih narodih, tako je kazalo. Recimo, hočem reči, da ni za zanemariti moči teh mirovniških, potem Petra Kelly v Nemčiji z zelenimi, je bila takrat na vrhuncu svojega vzpona, to so prvi zeleni. Petra Kelly je bila v pacifističnih krogih, mi smo skupaj prva predsednica zelenih, ona nas je pripeljala v Bonn z Mojco Drčar Murko ob osamosvajanju. Ni za zanemariti moči. Pripeljali so naju z Bavčarjem na Dunaj v parlament, Werner Wintersteiner iz Celovca. Skratka, prek te mreže smo prihajali praktično do najmočnejših točk. Že v času po aretacijah ob samem osamosvajanju, se pravi Bonn, Dunaj, Pariz. V Parizu smo vzpostavili podružnico odbora za človekove pravice prek teh povezav. Tam je bila pisarna za evropsko lobiranje. No, vi ste prinesli sabo tudi tole vizitko mikroade, jo boste malce pokazali, dvignili pa jo lahko postaje kasneje. To sem prinesel zaradi ene zanimivosti, predvsem zaradi mlajših generacij. Ja. Ni to pomembno logotip, ampak pomemben je, kaj so kontaktni naslovi. Ni Facebook, pa LinkedIn, pa tako naprej, ampak je Telex naslov. Mi smo imeli v mikroadi še Telex, to je čas tik pred svetovnim spletom, pred spletnimi stranmi in pred mail naslovi.
Ne? Čez par let, moja naslednja vizitka, ki je v naslednjih angažmajih, so že maili, so že spletne strani, bulletin board sistemi. Tukaj je pa naslov Telex številka. Jaz se spomnim, Igor, našega Telexa, ki je bil še pol lesen, pol kovinski, se spomniš? En zelo lep artefakt, starinski Telex, na kjer ga smo dobivali. Ampak to je zanimivo, ne? Mi smo tudi Adin Krog. Ja. Zdaj, kaj je to? K meni je en študent prišel, mislim, da se je pisal Boštjan Horvat ali nekaj takega, je delal za nas. Mi smo ogromno študentov zaposlovali preko študentske serije, ki so predavali računalništvo. Ne? In smo najboljše študente imeli in smo jih seveda honorirani, so radi prihajali. Ljudje so pa masovno se hoteli izobraževati, smo imeli polne predavalnice. To je bil boom. Ampak kaj? Prišel k meni in rekel, dajmo mi narediti Adin Krog, kaj pa je to? Klub, kjer se bo izmenjavali diskete, so šumni diskete, ki so si kloka pregibal, ne, se grozljivo, ne, če danes na to pomisliš, ne. Ker ni bilo nič skoraj možno dati, ne, če danes gledaš, ne. No, ampak vprašanje, zakaj smo šli na Meke? Na Meke smo šli zato, na Meke to še, ne, na Apple. Zato, ker je imel par svetlobnih let močnejšo telekomunikacijsko infrastrukturo že vgrajeno kot katerikoli PC MS-DOS linije. Ne? Skratka, modemi, s katerimi smo mi ob osamosvajanju obveščali svet, ne? Takrat smo z modemi pač delali, so nam brneli po noči. Modemi so od Telexa, prva generacija, ki je bila vgrajena v operacijski sistem Macintosha, tako da Macintosh je bil že narejen za telekomunikacijsko dobo. Ne pa kot pisalni stroj. Ampak mi smo tukaj seveda, ker je bila večina teh PC-jev, IBM smo ta Adin Krog naredili po teh disketah, preko teh pregibnih, tako rečem. In kaj se je zgodilo? Mi smo po pošti naredili nek Facebook, bi človek rekel. No? Mi smo vsak mesec imeli 2000 novih naročnikov, oziroma članov tega kluba. Dokaj ni prišel do aretacije, se bomo tudi začeli ukvarjati v bistvu z opozicijo režima, bolj kot z poslovanjem. Ne? No, zdaj, da gremo na to aretacijo, v knjigi opisujete tudi, in mislim, da ste na predstavitvi to tudi povedali, kako ste šli z Janezom Janšo v München, peljali ste nek printer, nek tiskalnik, tudi tam ga niso znali popraviti, ker je bil pač ameriški. In potem, ko ste se vračali, ste že nekako slutili, da bo ta aretacija. Povejte nam, kako je zdaj prišlo do te aretacije. Aretacija je bila pritrjena v ponedeljek, se pravi 30. maja. Midva sta pa bila takrat v Nemčiji in oni so to vedeli in so preložili aretacijo na torek zjutraj. Ne? In ko so midva so bile 11. po noč prišla, pol 12, ne vem točno, jaz sem mrtev, utrujen padel v posteljo, ob 6, malo prej zvoni na vratih, ne? Kdo ob 6 zjutraj zvoni, ne? In odprem vrata in je bil pred vrati Drago Isalović, moj znanec iz mladinskih časov, nisem ga od takrat, ko smo v mladini delali, videl par let, ne. In prav, Igor, delamo preiskavo na Mikroradiu, prosim, če gre z nami. Ne, imel tisto rjavo torbico, tipično udbovsko, in so šla dole, že avto čakal in so me zbasali na zadnje sedeže, tam sta bila dva močna udbovca, se je videli, da so imeli nabuhle sukniče s pištolami, ne, so me peljali na Mikroradiu, to je se pravi od Miklošiča do Cankarja, to je par minut, in tam je pa že stoji pred vrati v Mikroradiu, je stal tudi Janez Janša obkrožen z tajnimi in javnimi policaji. Mi nismo takrat vedeli točno kdo, potem smo zvedeli, da so bili to javni in tajni policaji, so izvedeli javno preiskavo. Jaz sem poklical potem dve priči, ki morata biti prisotni, se pravi Bojana Korseko prijatelja in Igor Bavčarja prijatelja, sta prišla in potem se je začela ta preiskava in zelo hitro so najdeli Marko Teniblo, ki je bil v Ameriki, ne, zelo hitro, ker je bil on tudi seveda ena pomembna tarča tam v Mikroradiu, ne, in so našli ta tajni dokument, Isalović ga je zmagoslavno privlekel in se ga delovnega predala, ker so vedeli, ker so bili že 5krat prej noter, ne. In potem so še druge stvari, kot ta poziv, pa še cel kup stvari drugi so odnesli. No. Ampak zaprli so Janšo, ne Marko Hrena. Ja, Marko te niso mogli, ne. Marko ima pa ta dokument doma. In bi ga zaprli, če bi šli k njemu domov. Tudi Marko Hren bi bil zaprt. Seveda, če bi, ne vem zakaj, mislim, potem sem jaz drug dan šel, 2. junija sem šel v Avstrijo, ali 1. junija. Sem šel v Avstrijo, sem tam z neke gostilne iskal po Ameriki Marko Hrena. Ja. Problem je, da za številko sem jo sabo, sem jo skril in nisem pol najdel. Potem sem v Ljubljano klical, sem jo številko dal. Komedija zmešnal. In potem jaz kličem, Marko ta je odšel pred pol ure, nekje v Ameriki. Kličem drugo številko, odšel pred pol ure. Ampak nekako je prišlo do tebe. Ne? Nekako je prišlo do mene. In je potem njegova sestra šla v stanovanje, kot jaz vem, in to uničila ta dokument. Ne vem, kako je prišlo. No, jaz sem si takrat uredil iz Amerike azil v Švici pri prijateljih, ne, da bi kampanjo
kampanjo vodili iz Švice, ne. Potem sem se odločil, da grem po konzultacijah z ameriškimi aktivisti in odvetniki, da grem kar nazaj domov, ne. Ker smo bili pripravljeni na to, da bo borba in sem ocenil, da gremo. Skupaj z njim v Ameriki bi tudi sodelovali sodbe. To je pa tvoja zgodba, ne? To je iz tega dokumenta razvidno, ker piše, on poloča, kaj se je dogajalo z Markom Hrenom v Ameriki. Ja, kdo je to? Rico, Astrid Havliček. Havliček, Rico, kot ime, je on, Marko je imel v Ameriki sabo sodelavca UDBE. Prežeto vse. Prestreljeno. Ja. To se pravi zdaj, vaš cilj, čeprav razumem, v tem obdobju je bilo mirovniško gibanje, pa nekakšen nenasilen upor proti agresiji JLA. Sicer pa cilj osamosvojitve in osamosvajanja je bil pa samostojna Slovenija. Kako se ta dva cilja pokrivata, če se? Mislim, zdaj v tistih časih, ko ob aretaciji še ni bilo, tudi Nova revija leta 57. številka leta 87 izide, februarja, ne govori direktno o samosvajanju, ampak o samoodločbi, novi samoodločbi. Ker če bi govorila direktno o samosvajanju, ne bi mogla izideti. Bi jih zaprli takoj vse. Oziroma ne bi mogla izideti. Ja, tako, ja. In tudi potem se pa začne skupaj z demokratizacijo se zelo hitro pojavljajo zelo direktni zahteve za osamosvojitev. Jaz pišem v slovenskem denarju, v slovenskih carinah, recimo, zelo zgodaj že, ne. In skratka, da je treba to doseči z vsemi sredstvi, ker je tudi Kučana zelo zmotil in tako naprej. In začne se potem ta demokratizacija nekako prerašča v osamosvajanje, bi človek rekel. No, če smem dodati, treba je pogledati evropski kontekst. Ja. V Evropi smo govorili o decentralizaciji Jugoslavije in Sovjetske zveze. O tem se je razpravljalo v paketu. Šlo je za decentralizacijo in dekonstrukcijo dveh hegemonističnih totalitarnih režimov. O čemer se je razpravljalo tako v ZDA kot v Evropi v paketu. Nihče ni razpravljal o Sloveniji kot... Šlo je za to, da Jugoslavija razpada. Šlo je točno to. Šlo je za to, da se demokratizira, da se... Slovenija je imela v ustavi federacije določbe o suverenosti. In dovolj veliko mero suverenosti že v samih aranžmajih. Tako da, ko smo hodili v tujini, smo mi... To je ta Kardeljeva ustava. Mi smo prezentirali ustavo federacije kot ustavo, kjer je suverenost Slovenije že dovoljšna, zato da razpravljamo na ustavnih temeljih o povečanju suverenosti. Meje so potegnjene, večina politikov v Evropi in v svetu ni vedela, da so v Jugoslaviji meje začrtane. Da so na zemljevidu meje potegnjene in da ne gre za spremembo meja. To je bila ključna stvar, ki je bilo treba v tujini razložiti. Ampak skratka, govorili smo o dveh sistemih, o Sovjetski zvezi in o Jugoslaviji, ki kot totalitarna sistema razpadata. Zdaj, kakšne bojo posledice, kako se bo na koncu končalo to? Naš ključni argument je bil mirovniški, da se meje ne menjajo, ker levica v Evropi je imela en velik transparent, ne menjajte meja, to vodi k vojna. Mi smo neprestano razlagali, da se tudi v Sovjetski zvezi se meje niso menjale v glavnem. Ne? Avtonomne republike. Zdaj se menjajo, ne? Ja. Avtonomne republike, ne menjajo se tako, kot se zdaj. Republik se je osamosvojilo. Seveda, avtonomne republike Sovjetske zveze, cel kup se jih je osamosvojilo. Zdaj imamo posebej azijski del, imamo cel kup držav, ki so zdaj samostojne države, cel azijski del. No, ampak ideja samosvojitve je predvsem bila gojena v tajno, pri nas, recimo, če gledate vi Franc Miklavčič, so v tajni preiskavi najdeli pa dnevnike, ker je natančno opisoval zelo podrobno, kakšna je bila samostojna slovenska država, zaradi tega, da bodo še dodatna leta zapora, plus tega, da je takrat leta 75 podpiral Kozbeka. Potem se je ogromno pisalo o samostojnosti seveda v emigraciji in je to prodiralo v Slovenijo, tako da ta ideja je bila prisotna. Se prvi, ki je pravzaprav zarisal meje Slovenije, je bil Lambert Ehrlich novembra 1941. Ja, ki so ga zato ubili partizani, oziroma Vosovci. Verjetno bolj zaradi tega, ker je bil zelo pomemben katoliški voditelj. To je bila takrat obračun s katolištvom, bolj kot tista osamosvojitev, takrat še ni bila
tako, po vojni seveda so oni zatirali vsako misel na osamosvojitev, ker so seveda bili skupaj internacionalistično v Jugoslaviji, pa še celo internacionalistično v Sovjetski zvezi, ne, teh bratskih državah. Še leta 1948 se to potem prekine. Ampak zdaj, lejte, pred časom, gospod Marko Hren, smo mi lahko videli na tej zelo glasni oddaji pri Marselu, ne, pač zakonca Hribar, ki govorita o nekem strateškem svetu osamosvajanja. Kakšen svet je bil to? No, jaz sem bil upozorjen na to oddajo post festum in sem si jo šel pogledati. Moram reči, da ne spremljam sistematično tega. In me je žalostilo. Žalostilo me je zato, ker en drugega tukaj, eni Janšo, eni druge, obsojajo, da so ugrabili osamosvajanje. Mene to boli. Tudi oddaja je izvenela tako, kot da si nek strateški svet, za katerega sem prvič slišal v tej oddaji, prisvaja osamosvajanje. Jaz sem imel s temi člani strateškega sveta individualne stike dnevno, tako s Tonetom Stresom, Alojzijem Šuštarjem, Nadškofom, bil sem povezava med Mikroado in, če se spomniš, in Alojzijem Šuštarjem, Nadškofom, s Pučnikom seveda smo imeli povezave, ki naj bi bil član tega strateškega sveta, in z Bučarjem, Spomenka Hribar in Tine sta hodila k nam na Mikroado praktično dnevno, po aretacijah. Glede na to, da smo mi kot mirovniki avtonomno peljali mednarodne odnose za odbor za človekove pravice, ker smo imeli najmočnejše povezave, bi najbrž čutili, da obstaja nek strateški svet, ki bi nas usmerjal pri tem, kaj je treba jeti. Jaz nisem čutil nobenih usmeritev strani tega strateškega sveta, ki naj bi obstajal. Verjamem pa, da se je ta skupinica večkrat dobivala, ampak mi smo se dobivali 24 ur dnevno, čez dan v Mikroadi, po noči v Penu, v različnih zasedbah, tako da jaz demantiram to, da bi lahko katerikoli krožek, ki je takrat zavzeto delal na temi osamosvajanja, poimenovali kot strateški svet. Ali si potem želi nekdo prisvojiti? Jaz bi to debato ustavil. Osamosvajanja si nihče ne prisvaja, tle je bila plejada enih ljudi, ki smo dali takrat svoje življenje in dihali s tem in tvegali, tako da jaz bi to rajš umiril ta pogovor o prisvajanju, kdo je vodil strateški svet, lepo vas prosim, kdo je bil tle glavni. Pa se to zdaj nismo slišali o tem nič, jaz prvi slišal. Kdo je bil tle glavni? Tle ni bil noben glavni, kot zdaj le razpravljamo danes. V igri je bilo več dokumentov, akterjev je bilo veliko, Udba in Kost sta spremljala celo plejado enih ljudi. Dajmo pustiti to na mir. Dajmo to v zgodovinske učbenike lepo verodostojno zapisati, zgodoviniti osamosvajanje korektno, kar zdaj ni. To se nam pozna pri volitvah, kjer smo še zmeraj na istem kot pri prvih volitvah, se pravi boj med zaslugami. Dajmo zaradi mlajših generacij se posvetiti resnicoljubnemu zgodovinjenju. Jaz mislim, da to, kar dela Igor Omerza, je fenomenalno delo, ki daje podlago za to, da bomo lahko normalno zgodovinili. In enkrat imeli, lepo vas prosim, normalne volitve. Dobro, Igor Omerza, vi pišete te knjige, ampak vendarle dokumentov danes bolj ali manj ni, jih manjkajo, so uničeni. Zdaj, kako bodo zgodovinarji naj bi iskali dokumente in na podlagi dokumentov pač oblikovali neke sklepe, neke teze. Kdo pa išče te dokumente? Igor Omerza. Kako jaz lahko objavljam 30 knjig, katerih objavljam nove prvič objavljam dokumente ob vsej te množici zgodovinarjev slovenskih? Jaz nisem zgodovinar niti, Se je rekel nek Euler, kaj je pisal o Hitlerju in mamilih, je pisal, da je zgodovina preveč pomenjena, da bi prepustili zgodovinarje. Jaz mislim, da je preveč pomenjena, da bi prepustili samo zgodovinarje, ker zgodovinarji morajo pisati zgodovino. Ampak jaz ne razumem, zakaj je 1000 dokumentov novih, ali ne vem, koliko sem že najdel, ki jih nihče še ni najdel pred mano, pa je arhiv odprt od leta 2007 ali 2006. Zakaj sem jaz skoraj edini, so nekateri še tudi hodijo občasno, recimo, kot so Tamara Grisel Pečar, pa Jože Dežman, pa Alenka Puhar, pa še kdo, Srečko Oset, recimo. Ampak, a veš, Željko Oset, pardon, Zakaj bi se moral jaz kot akter družbenih gibanj truditi, da bo korektno zgodovinjena vloga
mirovnikov in drugih gibanj v tistem času. Pa največ so vas zasledovali. Ker se veliko iz poročil tajne politične policije, ki so včasih zelo površna, moram reči, ker niso bili to zelo neki doktori znanosti. Pa vendarle, dejstva so pa dejstva nekatera. Recimo, dejstva so pomembna. In se tudi s tem si lahko pomagaš, da razumeš nekatere stvari. Jaz preko teh dokumentov, ki pa so večinoma za zadnja leta uničeni, pa vendarle sem tudi svojo vlogo videl v drugačni luči, ker spomin človeka je selektiven ali pa niti ne veš določenih ozadij. In preko tega proučevanja teh dokumentov, predvsem okoli tega odbora za varstvo človekovih pravic, sem tudi jaz lahko malo redefiniral svojo lastno vlogo. No, povejmo zdaj o tem tako imenovanem Bavčarjevem odboru, odbor za varstvo človekovih pravic. Najprej Marko Hren, vi ste bili tudi njegov član. Ja, seveda, mi smo... Kolegija. Jaz sem član kolegija, odbora. V odboru je bila res rekrutirana plejada akterjev. Jaz mislim, da je bil samo en poskus enega predsednika države do zdaj, da je formalno na tvojo pobudo, mislim, da si bil ti predsednik je samo enkrat sklical ta Grammy, Grammy, ki je bil v odboru za človekove pravice. Meni se je to zdela prvorazredna poteza, ti si imel takrat otvoritveni govor, meni se je zdela to odlična poteza, da se da vrednost tej res široki množici akterjev, ki na nek način demantirajo ta tezo o strateškem svetu. Odbor je vodil partijo od aretacije naprej. In mi smo kot mirovniki seveda postali konstitutivni člen tega in vodili tisto, kar smo najbolj znali, se pravi mednarodne povezave. Torej, zakaj se je zavzemal ta odbor? Mi smo imeli srečo, da je ta odbor neformalno, sicer nikoli ni bil registriran tudi, Imeli smo pa 200,000 članov, individualnih 100,000 plus še v kolektivnih, bilo je še 1000 podjetij pristopili kolektivno. Jaz računam, da je okoli 200,000 smo imeli. Če imeli dol internet, bi bilo 500,000, ne vem koliko, To je bila strašna, seveda, ampak imeli smo srečo, da ga je vodil Igor Bavčar. Zakaj? Noč so bili partizani, domobranci, verniki, ateisti, Žižek, Peterle, vse je bilo, cela paleta slovenska je bila tam noter. In to, bi rekel, ta sloj, ki je pomemben, ki je elita tega naroda v tem smislu. In Bavčar je mogel vse to skrb držati. To ni bilo lahko, imeli smo pa enoten cilj. Enoten cilj je bil pa? Človekove pravice, predvsem pa konkretno teh 4 aretiranih, samo 3, zavrnili še v psihiatrično bolnico, se je umaknil, čeprav ni bil prizadet. In potem so bile 4 obsojeni, mi smo se borili za te obsojene, pa seveda je prihajalo zraven, pa še razno drugih krivic so hodili k nam ljudje se pritoževati in govoriti. To je ogromen, mi smo imeli ogromen arhiv, ki smo ga predali arhivu Slovenije. To se pravi, da zdaj razjasnimo recimo za mlajšo publiko, Zdaj ta odbor za varstvo človekovih pravic, cilj je bil, da se Janša, Borštner, Tasić, se je umaknil na psihiatrijo, da se oni na nek način, predvsem Janša, osvobodijo. A je bila glavna tema, da je bilo to vojaško sodišče, ki ni sodilo v slovenskem jeziku? Kaj točno je bilo zdaj glavna tema? Katera pravica je bila tu zastopana in branjena? Mi smo pač smatrali, da je sploh sojenje za tega vojaškega dokumenta, ki je bilo najdeno v predalu, ki sploh ni imel oznak tajnega dokumenta, ker je Borštner to odrezal glavo in zadnjo stran sploh ni dal. Je bil pač nek dokument, z katerega se je videlo, da vojska predvideva neka svoja nasilna dejanja proti neki demokratizaciji v Sloveniji. Tako je to bilo razumljeno iz tistega pohabljenega dokumenta in to je bilo v Janševi pisalni mizi. In mi smo rekli, da pač to ni vredno sploh kazenskega pregona. In potem smo pa iskali vse možne variante, da razrednotno ta proces za uporabo slovenščine in tako naprej. Zato, kako so bili določeni zagovorniki. Skratka, nek tajni proces, nek nedemokratičen proces in smo na tej točki seveda skušali pokazati tudi na celotno nedemokratičnost celotnega režima, ne samo tega vojaškega dela.
naprej od vsega tega, kar si zelo korektno povedal. Skratka, šlo je seveda za obrambo 4 obsojenih civilov na vojaškem sodišču. Ja. Full stop. To je razumel cel svet. Ne? Tisto, kar je mene presenetilo, da niso razumeli, recimo v pisarni kanclerja v Bonu, kjer so bila z Mojco Drčar Murko, kjer so šla razlagati za odbor za človekove pravice to, ko smo povedali, da se je proces vodil ne v slovenščini, temveč v jugoslovanščini, v srbščini. Ne? Tega pa niso razumeli. Glavni svetovalec kanclerja v Bonu ni razumel, kaj je narobe s tem, da se v Sloveniji sodi v srbščini. Ne? In smo morali razložiti konstitucijo Jugoslovanske federacije in suverenost na področju jezikov. Ne? In to tistega leta. Jaz celo mislim, da je bilo to, skratka, vsi so razumeli, da je sojenje civilistom na vojaškem sodišču kršitev človekovih pravic. To je bila potem naša ključna argumentacija. Vprašanje jezika je pa po mojem vredno razprave. Jaz celo mislim, in sem to pisal v svojih delih, da je bila to namerna provokacija režima, ne, totalitarnega, ker so vedeli, da bo sojenje v srbščini povzročilo nacionalno komponento gibanja na terenu. Zdaj, predpostavimo, da vemo to, kar smo razpravljali na začetku. Šlo je za močno, široko civilno družbeno gibanje za demokratizacijo. To je bilo v zraku v 80-ih letih. Potem se ti zgodi sojenje v srbščini, kar V Ljubljani. Kar nadonese nacionalno komponento sicer primarno demokratičnemu gibanju. In po moji oceni in sodbi je šlo za namerno provociranje, s katerim so zlasti Srbi hoteli prikazati demokratično gibanje v Sloveniji kot nacionalistično. In jaz kot človek, ki je o tem moral braniti naše gibanje v tujini, sem dnevno moral braniti argumentacijo, da gre primarno za demokratično gibanje, ki se bori za človekove pravice, da je bila nacionalna komponenta vnešena sistemsko in po moji sodbi tudi namerno, naklepno, zato da bi se slikalo kampanjo kot nacionalistično. In to so potem seveda Srbi in intelektualci po svetu masovno delali. Gibanje v Sloveniji je nacionalistično. In so pokazali tiste transparente z Roške, kjer je bil nekdo nosil pacient sojenja v slovenščini. Ne? Pri čemer je 50 transparentov govorilo, ne? O demokratizaciji in človekovih pravicah. Hočem pokazati na to primarno mobilizacijsko osnovo gibanja, ki sloni na demokratizaciji družbe in detotalitarizaciji. Ne? Dobro, gospod Omerza, saj sva že govorila o eni od oddaj, torej šlo je za dve na nek način ideje, dve gibanji pravzaprav. Eno je to demokratizacija in ta se je v nekdanji Jugoslaviji tudi na nek način začela z Markovićevo zakonodajo o privatizaciji in tako naprej, vendar je bila ideja, da bi ta Jugoslavija ostala skupaj. To se pravi, potem se to ni zgodilo, republike so šle vsaka po svoje, kot vemo. Drugo je pa seveda to boj proti komunizmu, proti udbi, vse to, kar pravzaprav nas še vedno malce blokira. Kako je zdaj prevladalo eno nad drugim, zakaj nismo uspeli pri obeh teh pojavih? Mislim zdaj, to je res, odbor je bil, se pravi, demokratizacija, ne, človekove pravice. Ampak iz njega je šlo pa tudi osamosvojitveno gibanje. Ne. Mi smo sicer takrat na enem sestanku dol pri hipodromu smo se odločili, da ne gremo v stranko. Ne. Bavčar je proti, jaz sem bil proti, morda smo naredili napako, ne, ampak mi smo bili tako različni, ne. Tako različni noter, da verjetno ta stranka bi razpadla, verjetno. Ne. In potem se je pa iz odbora formiralo cel kup strank. V končni fazi Demos,
ki pa ima že program osamosvajanja, ne, v svojem programu. Ne. Tako da je iz odbora šla tudi ta komponenta. Ne. En del odbora pa seveda so bili pa tudi komunisti noter, osnovne organizacije komunistov, neverjetno, kaj se je bilo v tem odboru. Ne. Stari borci, partizani in tako naprej. Tako da en močen del je šel v osamosvojitev iz tega odbora. V odboru direktno pa nismo govorili o osamosvojitvi še. Ne. Morda je bilo to latentno nekaj prisotno, ne. Tako kot v Novi reviji leta 87. Ampak brez komunistov ne bi bilo osamosvojitve. Ne? Potem seveda tudi zaradi tega ni bilo ilustracije. Prvič, Demos nikoli ni imel politične večine, da bi naredil ilustracijo. Ne? Drugič, mi smo takrat ocenjevali, tudi znotraj Demosa bili se strašni odpori proti ilustraciji. Bučar je rekel, recimo, en po najvišjih členov Demosa je rekel, samo preko mojega trupla gremo v ilustracijo. Ne? Skratka, ampak zakaj tudi ne? Če bi mi takrat začeli, če bi imeli moč narediti ilustracijo, bi razklali družbo. Ne? In mi smo bili pa v osamosvajanju smo pa rabili celotno plebiscitno večino naroda za to, ne, ki se je dosegla. Takrat je bila največja enotnost v naši zgodovini, ta plebiscit za samostojno Slovenijo. Ne OFK pa niti odbor ni imel vsega, ne, ampak plebiscit je pa totalna mobilizacija slovenskega naroda, verjetno še nekaterih drugih državljanov, ki so živeli v Sloveniji, ki so hoteli biti, raje so bili v Sloveniji kot recimo v Srbiji, ne? Ker tudi pri tej akciji Sever, ko so hoteli miting narediti, so bili mnogi Srbi proti, da se to dela v Ljubljani, ker so se v Sloveniji dobro počutili, ne? So vedeli, da bo to naredili razkol med Slovenijo in Srbijo. Ne? Skratka, ta osamosvojitev je bila potem projekt Demosa. Ampak kar se pa tiče zdaj samega obračuna z Udbo, imamo pa danes veliko težavo. Za časa Golobove vlade se je to precej poslabšalo, ta odnos. Prvič, so dali vojaške časti veleudbovcem in velikanu slovenske proti osamosvojitve Janezu Zemljariču. Ukinili so muzej slovenske osamosvojitve. Ni države na svetu, ki bi ukinila muzej svoje lastne ustanovitve. Ni je v človeški zgodovini. Potem so poslali udbovko v Bruselj. Ne? In bo tam tudi potem so ukinili ta dan spomina na žrtve komunizma. Cel kup, potem je šla ministrica za kulturo, se pravi, predstavnik vlade je šla na Čebine, ker se osnovila stalinistična stranka Jugoslavije, Slovenije. Ne? Mislim, cel kup stvari, tudi moje knjige so se nehale pojavljati v srednjih medijih. Ne? Prej so se. Danes jaz ne morem, jaz napišem knjigo v Delu, ki je 1200 strani, Delo o tem ne poroča z eno besedo. Ko napišem knjigo o komisarki mednarodna afera, da bomo mi komisarko, ki je lagala, saj ni tak problem, da je bila udbovska sodelavka. Bolj je problem, da je lagala dvakrat o tem, ne? Trikrat. In enkrat v našem, dvakrat v Evropskem parlamentu. In zdaj, seveda, to so vse stvari, ki so zelo poslabšale. In v tem, recimo, Delo samo piše v tej knjigi, nikoli ne naredi nobene neke recenzije te knjige, me ne zanima dobre, slabe. Zarota molka. Ne? To je se zdaj, in tudi nacionalna televizija, določene stvari sploh ne obravnava. To je stvari, ki so v nebo pijoče. Ja. No, ampak imamo dokaze, ne? Kakšna je bila vloga odbora za človekove pravice pri osamosvajanju. 88. Po aretacijah, ne, smo skupaj izdali tale dokument, ki je bil tiskan. Slovenska pomlad, centralizem ali demokracija. Ne. To je izdal odbor za človekove pravice z našo skupino mirovnikov. Uredila sva ga z midva z bratom Rotarjem, ampak kdo se tle noter piše? Od Toneta Stresa za RKC, Franceta Bučarja, ki razloži Slovenian case. Ne? To je bil glavni dokument, s katerim smo oziroma knjiga, pamflet, ne? S katerim smo prepričevali odločevalce po svetu o potrebi po decentralizaciji Slovenije, beri osamosvajanju, zaradi totalitarizma, ne zaradi kakšnega drugega razloga. Ne? In to se je bralo, ne? To je bil dokument in ta širina avtorjev, ne? O kjer je govoril Igor, ne? Pove vse o vlogi odbora. Vi ste tudi prepričali pač neke člane, da so Slovenijo priznali v OZN, ne? No, seveda, tukaj je delala pa plejada ljudi, prek intelektualcev v naši diaspori
se pravi prek slovenskega kongresa in prek drugih mehanizmov. Ne. Šli smo država po državo, praktično je bilo treba regijo po regijo topiti, Azijo, Afriko. Mi smo ocenili, da je najtrši oreh Afrika, ker ima veliko glasov, ne, in ker so kot Afriška unija zavzeli dosti negativno stališče. Gaddafi je osebno koketiral z Miloševićem, ne, ker je seveda bil tudi pod grožnjami sankcij. Ne. Spomnimo se, sočasno so bile sankcije na Libijo in se je začel pritisk na Miloševića. Ne. Jaz sem takrat prek mirovniških krogov prišel, o tem nismo govorili veliko, ker je bila pač to težka tema. Ne. 3-krat v Libijo, 2-krat do Gaddafija osebno, ne. In smo ga prepričali, da ni zdravo, ne, koketirati z Miloševićem, ne, in takrat je tudi Afriška unija popustila. Ne. Jaz sem prinesel s sabo še en artefakt, poleg vizitke mikroade, kjer je telex. To je pasoš, ki je bil narejen za potovanje v Libijo. Ne. Po osamosvojitvi. Pasoš jugoslovanski, potem, ko smo že imeli Slovenci svoje pasoše, ampak tukaj so take stvari smo morali delati. Ne, ker vse države še niso priznale in nekje je mogoče še veljal smo imeli klandestinski pasoš za obisk držav, ki niso priznale še Slovenijo. No, on je bil pa pamet, zakaj jaz. Jaz sem šel pa slovenskim pasošem v Bruselj, v uradni misiji zunanjega ministrstva, ekonomska nasledstvo. In sem pa ponosno imel sabo samo slovenski pasoš, številka 15, mi ga osebno Rupel dal. Ne? In ko sem prišel, tam sem jo retiral. Ne? Ker nisem imel, če me jugoslovanski šel mirno skos, ne? Ampak nisem hotel ga sploh s sabo vzeti. In po par urah me je konzul nas rešil tam iz enega zapora na letališču. V tem pasošu so krasne zgodbe. Ne? Ja. Žena od enega čuvarja ljubljanskega je delala na Mačkovi. Skratka, to ni šlo prek visokih političnih zvez, ampak je šlo prek operativcev, bomo rekli, ne? Operativcev, ki so bili naklonjeni slovenski stvari zaposlenih na Mačkovi. Ne? No, seveda, poleg teh, rekel, povezav je bila seveda vlada, takrat Demosova že jasno upeta. Peterle, Rupel, se je Rupel v tom ogromno piše v teh svojih knjigah, kako se je ta samostojnost prebijala, ne, stežka. Zdaj, če smo mi še pred osamosvojitvijo, ker to obdobje, a veste, recimo za mlade, jaz to razumem, zelo težko je, če nisi bil takrat prisoten, pa še če si bil, se mogoče kakšnih stvari več ne spomniš prav dobro, razložiti, kako je osamosvojitev na nek način zorela od leta 88, 89, za vsem tem, pa potem do 91. Ne? Že to je bilo, to predobdobje bilo na nek način že usmerjeno v osamosvojitev. Jaz govorim o idejnih osamosvojitvah, ločen o operativnih. Eni so bili idejni in operativni, ne? Kot je bila ta, se pravi, spomenka Tine, Bavčar, Janša, Bučar, Pučnik, Rupel, ne? Recimo, upam, da sem kaj še pozabil, so bili tudi operativni, ne, so delovali politično že v parlamentu in v vladi, seveda, za osamosvojitev, potem si imel pa idejne osamosvojitve, ki niso sploh dočakali. Od Lampreta, Erlicha, Ciglar Žebota, Franca Jeze, Franca Miklavčiča, ne, Janeza Topliška, vseh teh pišem, če imam dovolj dokumentov, se pravi, velikani slovenske osamosvojitve in Udba, potem pa vsakega posebej. Torej tudi Marko Hren bi si zaslužil eno knjigo. Marko Hren je že kar precej obdelan v vseh knjigah, teh dveh knjigah. Ne, lahko bi tudi posebno. Mene Kranj s kontraobveščevalcem. Jaz upam, da bomo iz Beograda dobili kaj dokumentacije skosa, potem mislim, da bo res lahko debelo knjigo Marko Hrenu. Ampak gledajte, če bi tako in nutshell, rečejo Američani, ne, na kratko zdaj povedali, kaj je bistvo tega obdobja pred letom 91, po vašem mnenju? Tega par let nazaj. Par let nazaj, od 88, 87 do tja. Stvari so se kopičile, ne? Stvari so se kopičile. Bila so tista svinčena 70, potem z smrtjo Tita, potem s temi nemiri na Kosovu, s poljsko solidarnostjo, pa tudi že leta 75 konferenco o Helsinško in tako naprej, se začnejo stvari nekako topiti, ne. In 80 leta so v bistvu se dogajajo stvari, potem tik pred odborom je že pisateljska ustava, mladina strašno napada, ne. Mirovniki so strašno aktivni. Ne. Padec Berlinskega zidu 89, ampak še pred odborom govorim. Ne. Potem pa vse to, naenkrat pa pride aretacija Janše, pa posledično potem Tasiča, Bošnarja, pa Zavrl pač gre v psihiatrijo, ampak je še vedno obsojen.
In takrat je bil pa to sprožilc, ki bi bil pa na neki drugi točki. Ampak ta je bila zelo primerna, ker je šlo za aretacijo, ne, in predajo vojski. Ne, tako posebej boleče, da so se naš režim takrat znebil teh ljudi, čeprav je bilo vse dogovor z vojsko. Ne. Tako da je ta sprožilc je bil vseh teh dogodkov, ki so se od leta 80 kar kopičili. In je bil sprožilc, sam še nekdo je mogel to pržgati. In to, v tem primeru je bila ta afera in proces JBTZ. Bi bilo pa kaj drugega, če je bilo tega. Na kratko, to obdobje, kaj je bilo za vas bistveno? Mi smo temu procesu rekli, in to vsi avtori, ki smo v tej sloviti knjigici iz leta 88, Slovenska pomlad. Slovenian Spring, slovenska pomlad, ni seveda naš izum, ampak je preslikava pomladi Praga, Vroclav, Poljska, v svinčenih režimih Sovjetske zveze in v svinčenih režimih Jugoslavije so bile situacije podobne. Kršitve človekovih pravic, nespoštovanje ključnih postulatov demokracije in tako dalje. Skratka, tle je šlo za panevropsko gibanje in za pomladi v različnih državah, ki so bile konstitutivni deli Sovjetske zveze in Jugoslavije. Ne pozabimo Kosova. Danes smo popolnoma pozabili, da je bilo takrat en ključni element, ki se je pojavil nasilje režima na Kosovu. Ne bi rad primerjal nasilja tu in tam, ampak takrat je bila mobilizacija intelektualcev Odbora za človekove pravice, na primeru Kosova. Starotrških rudarjev. Tako. Se je poseben odbor ustanovljen za podporo Kosovu. In smo potem, mislim, da smo nekako celo zlili dejavnosti obeh odborov. Skratka, ne smemo pozabiti tega panevropskega konteksta boja proti totalitarizmu. Velike slike, ki se je takrat dogajala. Rekel, da moramo Miloševiću postaviti kip. On je tako zaostril situacijo na Kosovu, da so pravzaprav velike sile bombardirale Srbijo, mislim Beograd, ne? V bistvu takrat se je naredil prelom pri velikih silah, da so začeli resno razmišljati, da priznajo Slovenijo in Hrvaško. In ravno to smo čutili tisti, ki smo delali na globalnem parketu. ZDA so v rebalansu proračuna 90 zato zelo jasno zaprli pipco Markoviću in federaciji do svobodnih volitev v vseh republikah. V mednarodnih okoljih so zelo dobro vedeli, kakšno je ustavni red v Jugoslaviji in v Sovjetski zvezi in kakšne so legalne poti do tega. Vedeli so, da morajo priti do demokratičnih volitev v republikah. Dobro, in zdaj, Igor Omerza, kje smo potem mi zgrešili in šli na napačno pot? Kaj se je zdaj imamo le 35 let samostojne Slovenije, kaj vi mislite? Jaz mislim, da takrat bi mogli prej odpreti arhive, še leta 2006 so bili odprti, mogli bi prej, jaz sem govoril z temi akterji, so rekli, takrat smo se mi zbadali z osvojitvijo, z vojno, z vsemi temi in nismo imeli časa za te stvari, Takrat verjetno, ker arhivi so se uničevali še za časa Demosove vlade, ko še ni bila na vladi, po volitvah. Že do 16. maja. Do 16. maja znajdem uničevanje. V Kočevski reki so že vse. Ko že Bavčar in Janša preletita, ker zaradi tega, ker sta slišala za to, da se vnaša orožje teritorialne obrambe, sta še tisti dan, ko sta bila potrjena, sta že preletela na vojaški resor, Bavčar na notranji resor. Vse je bilo vse prazno, ga je ni obvestil, da plenijo po policijskih postajah, ker je bilo tudi orožje teritorialne obrambe. In takrat je Bavčar to takoj ustavil in Janša, kakor sta prišla. Ampak vseeno morali bi ukrepati proti Kučanu, Zdaj, ne vem, jaz nisem te represivni ukrepe proti, seveda, če bi on naredil neke zločine ali pa kaj kršil zakon, ampak to je težko dokazovati, da bi on karkoli upleten, se nihče ni za nič odgovarjal. Tudi za to uničevanje arhiva, ker je že to samo po sebi nezakonito dejanje. Ertel in Eržen, ki sta to zaukazala, nista nikoli nič odgovarjala.
Lejte, Marko potem, Hren. da ne govorim še o drugih stvarih, ne, ki so bili recimo umori, ugrabitve, ki jih je izvajala UDBA, nihče ni udbašal bi nikoli, ampak res pa je, da smo o tem zvedeli šele po letu 2006, da smo prišli do te dokumentacije, pa nas pa te stvari že po 20 letih zastarajo ugrabitev, recimo. Dobro, Marko Hren, vi ste bili pravzaprav zametek teh novih družbenih gibanj, če tako rečemo, in tudi danes imamo ogromno nevladnih organizacij. Vendar prav zdaj, ko je bila ta debata v parlamentu, ko je Janez Janša postal mandatar za sestavo vlade že četrtič, smo lahko slišali veliko negativnega. Ne? Ali je vas to kaj zmotilo? No, jaz moram reči, da ne gledam televizije sploh. Tokrat sem se podločil in sem si to sejo parlamentarno tako ob drugih opravilih ogledal, ne? In me je zelo žalostilno raven diskurza in napadalnost, ne? Kar kaže na to, da ima Omerza prav. Mi po vseh teh letih nismo zgodovinili obdobja korektno, ne? Obdobja osamosvajanja, zato nam še zdaj prihaja do pač prisvajanja zaslug na eni strani, do spotikanja ob volitvah. Jaz si za naslednje generacije in za naslednje volitve lahko samo želim, da bi enkrat imeli normalne volitve, kjer bodo prišle stranke s programi in z bodočimi ministri, ki bodo povedali, kaj bo v parlamentu naredili, ne pa z apologijami o zaslugah in o spotikanju in brcanju v kolena. To je bil slab začetek mandata parlamenta, moram reči zelo slab. Nismo uživali v debatah, bi raje poslušali razpravo o programih, ne? In o programskih točkah koalicije in mandatarja. Tako da mislim, da je to, kar tudi s to oddajo in z ostalimi naporami, da je treba bistveno večji napor v prihodnjih letih. Jaz bi lepo pozval do naslednjih volitev k tem, da se zgodovini korektno. Jaz sem iz Združenja za vrednote slovenskega osamosvajanja, kjer sem bil izvoljen na prvi seansi kot član predsedstva. Izstopil prav zato, ker ni bilo volje niti ne v VSO, ne, v Združenju za vrednote slovenskega osamosvajanja, da bi šli resnicoljubno zgodoviniti. In da bi dejansko pogledali vse vidike osamosvajanja, ki je bil, še enkrat bom rekel na tem omizju, demokratična fronta oziroma fronta za demokracijo, kar je v svetu užgalo, ne, in zaradi tega smo tudi uspevali. Ne. Česa se vi najbolj spomnite iz tistih časov, gospod Omerza? Ja, veliko stvari je bilo, veliko dogodkov, to se je kar menjavalo iz dneva v dan, to so zelo živahni narekovajih dnevi. Verjetno se najbolj spomnim tega, ko je prišel k meni domov pač Isajlović, da sem šel na tajno preiskavo. No, sem padel nekako v UDBO, nekako slutil, nismo niti točno vedeli, točno veliko v UDBI, ne, ampak takrat sem ugotovil, kakšna je ta organizacija. In sem bil potem, so me zasliševali od 11 do 5, se pravi 6 ur, s tem, da me vmes Isajlović kot dober policaj povabil na kosilo, ne. Sem jedel na račun UDBE, ni mi teknilo tamle v samo Strežno, v Maksimarketu. Potem, to se zelo dobro spomnim, se mi zdi tako anekdotično. Potem okoli 5 so mi dali neko veliko sobo z nekim socialističnim pohištvom, na mizi je bil slovarček Tujk in pred mano je bilo ogromno ogledalo. In če jaz ne bi gledal teh kriminalnih filmov, ne, da nekdo stoji za ogledalom, pa te opazuje. Bi si lase pulil, ne, skoraj težav, ki sem imel tisti dan, tudi utrujen na smrt. In sem nonšalantno vzel v roke ta slovar Tujk in se še bil je pečat, minister sekretariata za notranje zadeve in sem se učil na pamet, kada mi je dolg čas te tuje besede. Čez 5 minut je prišel Isajlović in rekel, lahko greš, ne. A sem jih s tem prevaril, ne vem, ampak meni se zdi, da so pol gotovili, da z mano nima. Meni se je sploh zdelo, da z mano ne vejo, kaj početi pravzaprav. Ampak vi ste našli tudi zapise o tem, kako vas preiskujejo? Ali... Ja, jaz sem najdel poročila njihova, 2-3 poročila, kaj sem jaz tam govoril. Jaz sem predvsem kao govoril, da me zdaj skrbi za podjetje, ne. Meni so spraševali predvsem, kdo je Janši dal ta dokument, ne.
In jaz sem rekel, da ne vem, lagal sem, ne, ker sem bil zraven, ko mu ga je zavrl prinesel, tistega 15. ali katerega marca 88. In jasno, če bi povedal, bi bil takrat največji izdajalec slovenskega naroda, ne, kdo mu je prinesel. Ker rekel, ti kar povej, pa mu Janeza takoj spustil, pa mu ga preganjali, ko bi prinesel. Ne. Sem rekel, ne bo šlo, fantje, ne, tako preprosto. Ampak ta motivacija, da ste začeli brskati po teh arhivih, to je pa zato, ker smo se zmenili ene par prijateljev iz odbora, da bomo naredili knjigo o odboru. In so mene zadolžili, da grem v arhiv. In jaz sem pol prišel v arhiv in sem gotovo, da je arhiv odprt, ker se tiče Udbe, recimo, pa nisem vedel, da je bil ta zakon sprejet. In pa me pa not potegnil, ker to je pa pol začne detektivsko delo, je pa zanimivo. Ne? In zato sem pol iz tega pol prišel teh 30 knjig. Jaz se pač s tem proti tej pozabi borim s knjigami, niso ne desne, ne leve, ampak so anatomija delovanja, mikroanatomija delovanja tajne politične policije, ponarodelo, pogovorno, udomačeno, neuradno poimenovana Udba. Udba. Torej ta knjiga JBTZ, ta je bila potem rezultat tega začetka. Ja, ampak to je knjiga JBTZ, o odboru bi mogla pa še priti. Odbor je pa še precej debelejša knjiga, ker vse te njegove akcije in to spremljanje Udbe, sem sicer nekaj tega že povedal pri Janezu Janši, je bilo pa, njegovo delo je bilo glomazno, odborov delo je bilo mi smo res po tujini, ne, Marko že prej povedal, doma smo imeli pododbore, v Trstu, ne, Celovcu, Parizu, to so bile kulturni večeri, to smo hodili po celi Sloveniji, po Avstriji, to je največji dejavnik pred osamosvojitvijo. Mislim, da bi ti kriv, ali nekdo bil drug kriv. Nas pa CX kupil. Odbor je bil ta najmočnejši, ki je pripravljal na nek način teren za osamosvojitev. Ne? Ja, jaz bi rekel. Ampak kot zaključne misli, bom rekel, do mene, v 35 letih ni pristopil noben zgodovinar. Zanimivo. Slovenski. Noben slovenski družboslovec. Noben, ki bi ga zanimali, kaj imam na podstrehi v 15 škatlah. Kaj pa imate? Ne, od arhivov. Nekaj od tega sem prinesel. Recimo že izdaje Independent Voices from Slovenia, pa kasneje Intruder, 4-krat letno izšle v tistih letih od 85 do 92 izdaje v angleškem jeziku, s katerimi smo nastopali v glavni v tujini, o procesu demokratizacije. Skratka, prihajajo tuji raziskovalci, Avstrijci, Werner Wintersteiner je lani izdal knjigo, Hrvati so izdali knjigo pred 4 leti, sem za njih pisal, od slovenskih raziskovalcev nihče. To je moj poziv slovenski stroki, da vzame stvari v roke, da nam imeli še enih volitev, ki bodo ugrabljene brez argumentacije. Na Igorjevem delu je potrebno par doktoratov narediti. Zakaj družboslovne inštitucije ne delajo doktoratov na teh temah? Ja, res vprašanje. Ampak še ena stvar je, izhajajoč iz tega, kar ste povedali. Seveda na začetku 88 in 80 leta vi ste se v bistvu povezovali z levimi evropskimi strankami. Ne? Danes imamo pa vtis, da naša levica, da to ni sploh več prava levica. Ja, jaz itak kot ekstremen levičar, anarhopacifist, pritrjujem, mi nimamo levice, to, kar je ne vem, kako bi označil, nimam besede za to. Neprepoznavnost levice. Ja, mi smo seveda se v glavnem povezovali z levico, tudi levica je v Evropi, je bila trši oreh, oni so avtomatično zagovarjali srbsko stališče, ne rušite mej, pa hitro so kupili tole namišljeno mantro, da gre za nacionalistično gibanje, in s tem diskreditirali slovensko pomlad. Skratka, z tega vidika je bilo več dela na levi evropski in kanadski in ameriški sceni, kot pa na desni. Kot rečeno, z Francetom Bučarjem smo bila skupaj v Štrasburu, s tem, da v Štrasbur nas ni pripeljal samo Otto von Habsburški, kot desnica, temveč tudi Marco Pannella kot partito radikale italijanski. Mi smo delali z vsemi. Jaz se spomnim srečanja v Štrasburu z Ottom in z Markom Pannello,
ne, ki sta skupaj organizirala kakšno reč. Ne. Tako kot v Evropskem parlamentu se tematske koalicije delajo, smo tudi mi šli pač do vseh. Kot bi rekel Bavčar enkrat, ko sem šel do Alojzija Šuštarja, ne. Anekdota za konec, ne, mi smo se pogovarjali, ker so nam prisluškovali prek ekrana. Tipkali smo, ne, v mikroadi smo tipkali na ekran in potem brali in si odgovarjali en drugemu zaradi prisluhov. In ko sem natipkal Igorju, popoldne grem k Alojziju Šuštarju Nadškofu, ne, je on odtipkal za Janeza, grem tudi Hudiču. Skratka, hočem reči, odbor je bil platforma, ki se ni spraševala o levih in desnih, mi smo šli na temo, ki jo je bilo treba rešiti. Ne. Torej, gospod Omer, za konec, kaj bi morali narediti v prihodnje, zdaj, ko še lahko so še ljudje, vi pišete, vi se spominjate, nekega dne bomo tudi mi vsi odšli v večna lovišča ali kamorkoli pač ne. Jaz predvsem apeliram na tiste, ki jih to zanima, da moje knjige, pa tudi knjige drugih, ki o tem pišejo, berejo, si ustvarjajo neko mnenje o tem in probajo v tem smislu družbeno javno delovati. Ne? Ampak Evropa pa ni zdaj na tem stališču, kot je rekel gospod Hren. Marta Kos pa ostaja tam, nihče ne zanima. Dobro, zdaj... Se ne zanima, zato je bila ona sodelavka Udbe. To bo težava, ki bo stalna. Ne? To bo zdaj, seveda tega se ona ne more znebiti, ne? Ona tudi tega ne dementira, teh stvari, ona sem zavrača to, ne? Ona je celo rekla, da knjige ni brala, ampak da zavrača, ker noter piše, ker je neumnost, ne, sploh to govor. To je pač 11 dokumentov, ki se jih ne da izsekati sekiro, ne, so pač ohranjeni na srečo in govorijo svojo zgodbo v njej. Tako da ona je imela zdaj priložnost, da se pokesa, da pove, da je pač se bala to priznati, da pa ni bilo to nič hudega, da je bila pač ona mlada, da je bila neizkušena, da je padla pod ta vpliv. Imela so enega fanta, ki je bil udbovc, ne, in na nek način lahko malo posipala s pepelom. V tej smeri moramo. Resnicoljubno, na virih. Vse ljudje bi to oprostili, mogoče razumeli. Ampak zdaj bo pa stalno, zdaj pa vsake toliko cajta bo nekdo prišel, pa je bo za tega pač zafrkaval, ne, tako rečem, med celo Evropsko komisijo. Ne. Torej, 35 let Slovenije, za eno besedo, Marko Hren, ocena? Ja, meni je prelepo, ne. Slovenija je prekrasna dežela, rad se spominjam milijonov dogodkov in ljudi, s kateri smo srčno delali, tako da smo prekrasne spomine. Vedno lahko še boljše, ne? Ja, pa vi v eni besedi? Ja, jaz pač zadovoljen s tem, kar počnem. Zdaj sem bil pod to vlado, sem bil izjemno slabe volje zaradi tega, ker sem že govoril, ker sem imel tak odnos do tega, s čimer se jaz ukvarjam. So bili zelo pristranski in zelo navijaški in zelo, rekel, pod vplivom te tako imenovane levice, ne. Tako da jaz upam, da bo zdaj boljše, kar se tega tiče. Za ostale stvari pa nisem ekspert za zdravstvo in tako naprej. Upam, da se bojo stvari izboljševale. Dobro, upajmo tudi mi. Igor Omerza, Marko Hren, hvala lepa za pogovor. Hvala za vabilo. Hvala. In hvala za pozornost. Nasvidenje.